Predsednik Evropskega parlamenta Tajani mi ni pisal ponovno, ampak mi je pisal prvič in tako, da je odgovoril, samo toliko, da bo zelo jasno. Odgovoril je na moje pismo, ki sem mu ga poslal. Kot veste, sem ga v pismu opozoril na popolno nesprejemljivost njegovih izjav in na škodljivost takšne retorike in na vse možne posledice, ki iz tega sledijo, in sem ga pozval k opravičilu oziroma k temu, da se seveda prihodnje kaj takega ne bi dogajalo. Predsednik Evropskega parlamenta Tajani mi je, ko ste videli, zelo hitro odgovoril na moje pismo, v katerim je zapisal, da se iskreno opravičuje tako meni, kot tudi še posebej slovenskemu narodu, če je prišlo do kakšne razžalitve ali, kako bi rekel, zdaj govorim na pamet, do kakršnekoli trditve, ki bi nas lahko prizadela. To pismo je seveda zdaj javno dostopno, tako da ga ne bi ponavljal. Jaz se cenim, da je predsednik Tajani s tem oblikoval opravičilo, kot smo ga lahko pričakovali. Mislim, da je to glede opravičila zgodba zaključena. Opravičil se je, povedal je, da ne želi biti nosilec takšnih, bi rekel, misli, kot jih izrekel, ampak seveda nekega sožitja v Evropi, da Italija nima nobenih in tudi on nobenih ozemeljskih pretenzij in da se zato opravičuje, da to ni bilo mišljeno tako, da si želi bratstva in podobno med narodi. Torej, zdaj je predvsem pomembno naslednje, da se v prihodnje kaj takega ne ponovi. Ne strani njega, ne strani koga drugega. Če bi se pa to ponovilo, potem bo treba pa na to odreagirati še bistveno bolj odločno in za tem stojim.